Ja, kaj ne rečem, jaz sem imel edino željo, da se izognemo Celja, se pravi, nisem bil ne za Krko, ne za Koper, ampak samo da se izognemo Celja. Prišla je Krka, kaj ne rečem, je udeleženec lige za prvaka, sigurno zahteven nasprotnik, ampak kot domačine imamo neko prednost domačega igrišča in sigurno napadamo zgodovinski uspeh, Kot gostitelj ste imeli možnost zbirati tekmo, tisto prvo ali drugo, ali ob 17. ali 20. uri, odločili ste se za prvo tekmo ob 17. uri. Ja, sigurno. Se pravi, ob uvrstitvi v finale imaš več časa za regeneracijo in zato smo zbrali tisto prvo tekmo. Sigurno pa bo dvorana polna, če bi igrali prvo ali drugo tekmo. Hvala lepa in srečno. Definitivno daleč od tega, da bo tekma lahka, ker je zelo dobra ekipa. Tako si rekel, neka želja se je izpolnila, zdaj smo na vrsti mi, da se čim bolj pripravimo in čim bolj odigramo za tekmo, da je lepa priložnost za uvrstitev ta tako željen veliki finale in jaz upam, da nam s pomočjo navijačev, ki ne dvomim, da bojo na nivoju, jaz upam, da nam uspe. Dvorana bo pokala po šivi, nikala za Jeruzalem Ormož, tu ni dvoma. Jaz mislim, da smo mi tu na domačem tregu sploh nima veze, ker nismo Ormožu, jaz mislim, da tako se rekel, bo dvorana biti polna. Vzdušje bo, jaz mislim, fenomenalno. Jaz sem zelo vesel, da so nam dodelili to organizacijo, jaz upam, da nam bo vse šlo po maslu, tako organizacijsko kot rezultatsko. Drugi polfinalni par, pričakovanja tvoja? Kaj jaz mislim, da mogoče je Koper še najbližje Celju. Daleč od tega, da mi Kopra najbolj premagati, ampak Koper ima neko širino, ima selektorja na klopi, ima neko dodano vrednost in jaz mislim, da če kdo potem mogoče lahko res Koper preseneti Celje, Celjani grejo še na ta Final Four vsega liga, mogoče pridejo malo zrujeni, ampak to so njihovi problemi. Mi moramo se prvo osredotočiti na Krko, oziroma še prej na potrebnem, potem na Krko narediti svoje, da pridemo v veliki finale, kdo pa nas bo tam čakal, pa je ni predstavljeno. Hvala lepa in srečno.